Evo me. Danes bom posnel odgovore na vprašanja, sem jih dobil po e-mailu, ampak uvodoma bom rekel o tej ideji, pa si Lakovičevem intervjuju nam nič povedal. Mislim, malo se mi je perverzno zdelo, da gre postfestumsko nek uvod snemati, da bi se opravil, zavozil je. Verjetno na pobudo tiste svoje asistentke, ima nek rezime naredila, kaj jaz sem, pa kaj nisem, pa kje imam šibke točke, kje sem budala, ne. Mislim, to je simptom nekega ženskega pogleda, ki ga je on vpeljal proti meni, ampak pusti zdaj idejo. Jaz se bom pustil nagovoriti tudi ostalim podcasterjem, ampak tisti, ki me ne bojo spotikali, ki se ne bojo kurčili, ne. Če kdo hoče z mano kaj imeti, naj mi zastavlja vprašanja, jaz bom pa nazaj povedal. Ne si mi kurca imeti z mano. Vidim, proti vetru se ne da scatkati tako proti meni, ne. Imaš lahko vodni top med nogam, pa ne bo šlo. Tam imate 60 000 obiskov je že menda, pa je dober teden. Danes, ko to snimam, je nedelja. Komentarjev, ne vem koliko, 400, 500. Da ne govorim o teh mehkih videih, unih kratkih videih, ali pa TikTok, tam je 100 000 od enega videa. Glejte, tisti, ki hočete dobiti moje znanje, ga dobite na mojem podcastu Sigmund Freud Depp. S Tanjo Žuvela sva to snemala, 30, tako 29 podcastov so se mali izpela, zdaj snimam tam pa tam kakšne videe, pogovore, zanimive zgodbe, odgovore na vprašanja, pa tudi naročena predavanja. Tale danes, na katera vprašanja jih bom odgovoril, pač naredim neko izjemo, neka kmečka bunka se je obrnila name, verjetno anonimna, ima tako bi rekel, da je Jožica Novak, pa ni glih Novak. Zakodirala me sprašuje, jaz pa vljudno odgovarjam, ampak eno, drugo, tretje, četrto vprašanje, pa zdaj pa to ne morem celo dneva sam tipkati. Lažje video posnamem, zato bom danes posnel video, naredil sem malce uvoda. Skratka, nimam energije, sploh pa da brezu kakšne kratke videe. To je svoj cajt delala Tanja, meni se ne da tole delati, nimam nikogar, sem sam. Moja moralna dolžnost je, da širim znanje, brez rešpekta. To, da sem malce provokativen, kontroverzen, da še kaj zakovnem po trbovsko, v knapovščini, ne, to je del, ne da trolam, ne, mislim, trolanje sploh ne vem točno, kako bi to bilo, ne. Jaz govorim pikantno, da se prime kaj obučo noter, da se zažre, ker ljudje imajo pa pol z adrenalinom napolnjena ušesa, ko slonček Dumbo in me poslušajo. In se moja misel, moja teorija bolj prime. Jaz ne rabim se ven metati, da bi bil ne vem kaj slaven, ne, to nimam teh problemov. Jaz sem car mimo tega, koliko se sam sebi vidim tam v etru. Imam pa epistemološko to pulzijo, da moram svoje znanje predati drugim rodovom, ne. Nimam naslednika in ga nikoli ne bom imel, ker to, da bi rabo, ne vem, 3-4 leta me vsak dan poslušati, da mu kaj razložim. Mi je pa hudo, da ne smem predavati po kongresih, da odpovedujejo konference, da tam, kjer bi moral biti, da bi se stroka navzela mojega znanja, da bi svoje slepe pege uzrla, ne smem. Pa snemam tele videe. Danes pač tale odgovori na vprašanja, pod rubriko bom dal pogovor, ali kam že dal eno rubriko, tam imam. In vam povem, da se pustim drugim nagovoriti, še posebej zdaj, ker nimam svojih podcastov, drugič, če ste zainteresirani in se mi že obračate, ne, sam ne morem tam 8 sledilcev, zdaj pa jaz podcast posnel, pa se vozil v Ljubljano ali kam, ne. Tisti, ki imate malo več, se bom pustil nagovoriti, vsakemu butlu pa tudi nem šel, ne, tam neki motenci ne bojo mene nagovarjali z nekimi, ker že vem, kak ima podcast, malo počekiram, ta pa ni dorasel, ne grem vse posod, ne. Je pa par, 5-6 podcasterjev, ki so zelo, zelo močni, v bistvu močnejši, kot je Klemen, ne. Klemen je dober bil v zastavljanju pametnih vprašanj, ki jih je zastavljal gostom, ne, se je dobro soočal
svojo nevednostjo, ampak dej parirati meni se pa ne da kar tako, ne. Jaz vem, kdo meni lahko parira, ne. Obstaja tu nek doktor, ne bom rekel česa, ali pa doktorica, ne bom rekel česa. Na ta dva podcasterja vem, da bi mi parirala, pa še kdo, ki me je že poklical, se bom pustil nagovoriti. Zdaj, da bi šel kak oddajo Klepet ob kavi, mislim, pa se pa Jasmina Kandorfer gre video snemat. Še enkrat povem, nekateri gostje v Klepetko ob kavi, ko sem gledal v preteklih, bi rekel, 10 letih vse skupaj, ne, so za na zaprti oddelek psihiatrične klinike. Jaz sem klical na inštance, tudi na Akos, da norci ne smejo imeti dostopa do uradnih medijev. Nič od tega, še kar tam Matjaž Obranovič je gostoval v Klepet ob kavi. Pa to ni edini pacient, ne, pa gre snemat video. Saj je imela tudi dobre, ne, saj sem se tudi jaz pustil nagovoriti. V enem videu je tako zdrsla, da sem rekel, zdaj pa tako, ali bom tožil Klepet ob kavi, takrat še nisem bil na Faktorju, ne, ker je bilo to na TV3, se mi zdi, ali pa umaknite ta video, ker ne boste čez moj govor dali citate pretegnjene babe, to pa ne mi to delati, ne. Pa sem bil tudi za Aleksandra Winkler Drole, mi je hotela šlogat iz dlani, pa sem pa jaz šlogal, sam so zrezali, kaj sem jaz rekel. Tudi v Faktor zdaj ne hodim, pa ne zaradi tunga vedeževalca Blaža, pa niti ne zaradi Jasmine Kandorfer, ni več na Planet TV-ju, je spet na TV3. Ampak zaradi Katarine Keček, ker ima voditeljstvo tam v oddaji Dober dan Slovenija, ne. Ta Katarina Keček ne gre za to, kaj meni delala na Faktorju, gre za to, da ona mene toži in hoče 10 000 evrov od mene, oziroma 5 000 v mediaciji. TV3. Tam pa mene več v Faktorju ne boste videli, ne, Kregar, dokler bo ona, mene ni, Aljuš pa nima nič pri tem. Ok, to je bil nek uvod, ki sem ga naredil zato, da bom zdaj odgovoril na vprašanja, ki sem jih dobil od ene Fenice, ne. Po e-mailu pač me sprašujejo, Facebook, Messenger, to skozi nekaj dobivam. Par stavkov že povem, ne bom pa si vzel cajta 3 ure zatipkati, da bi dostojno odgovoril. Raje nek video posnamem. In tale video nastal zato, ker sem teli Fenici, pa vendarle, konec aprila mi je, na morju sem bil, pa mi piše, ko bom zdaj po telefonu tipko, sem rekel, ne, ko pridem domov, bom pa odgovoril, ne, in sem pa odgovoril, ona je takole zastavila, ne, temelj pa debeli moški in debele ženske. Pozdravljeni, večkrat vas poslušam, ob vaših vsebinah premišljujem o sebi, o odnosih, strinjam se na primer o debelih ženskah v povezavi s spolnostjo, mislim, ne vem, o čem se strinja. Zdaj, če gleda Razočarana gospodinja pri seksologu, kjer govorim o debeluškah, imajo namesto rite kombajn, ti pa s tisto bilko tam ne prideš blizu, ne, pa še ona trpi na 2 točkah, ker ve, da ni lepa, v tej kulturi, ki ni barok, pa še zamašiš jo ne, če ne pride zraven niti ne. Skratka, ona zdaj se strinja z mano, zelo bi me zanimalo vaše mnenje o debelih moških v povezavi s spolnostjo. Hvala zaenkrat. Mislim, se pa bilo še 3-krat, ne samo enkrat. Mislim, zdaj jaz sem 20 kil shujšal. Zakaj sem se zredil? Glejte, zato, ker na mene tako pritiske vršijo, da jaz samo pogledam hrano, pa imam že 120 kil. Pa sem 20 kil shujšal. Še ni pod 100, ampak je tam na 102 pa pol. Da malo povem, ne, zdaj debeli moški. In pa sem mi tole malo mogel odgovoriti in sem takole, par stavkov sem pa vendarle vljudno natipkal, ne, doma, pol 1. maja ali kdaj. Drugega, ko sem prišel domov. Ne vem točno, v čem se strinjate z menoj glede debelih žensk in spolnosti, je pa res, da je debel moški in spolnost popolnoma druga zgodba. Debel moški lahko kljub svoji debelosti vrhunsko obdela v seksualnem smislu žensko, jo zamaši, seksualno zadovolji in je blažena, ne. Se uleže na njo, že čuti 100 kil, ne. Moško moč ženska mora čutiti in tam je to balzam za pohoto, da ne rečem za dušo. Teža oziroma debelost
moškemu pri tem lahko pomaga. Ne. Pomaga, in pa sem pa upeljal v Japonsko, pa njihovo kulturo. Japonske lepotice, gejše, so obsedene z moško debelostjo, da ne rečem korpulentnostjo, ne mišično maso. Oni tam sumoborci so zamaščeni z maščevjem, korpulentni, ok, so ali mehni ali visoki, ampak bistveno je, da so veliki, ne, ker tam Japonska je klitorični narod, ne, to so sami kučani, rečem na odru, mehni gimnastičari, ne, kjer užalen. Ne, klitorični narod pomeni, ni faličen, falični je dvometraž. Falični je pa, klitorični je pa, torej, klitorični je pa mehen moški, ne, to so zakompleksani še pa še, če je 1,60 m velik, ne. In potem te gejše, njihove so obsedene s te sumoborci, najlepše babe na Japonskem imajo sumoborci. Ne, ko se tam broš zavali na njo, se sploh ven ne vidi, ampak njej je to v užitek. Toliko zdaj teh debelih moških sem zastavil na tak način, ne. Zdaj ne vem točno, kaj vam ni jasno, sem spraševal, ne. Moški adut, s katerim omamlja žensko, ni telesna lepota, tako kot pri ženska, ki omami moškega, ki sam pokaže, se pa je lepa ko liter, bi rekel pijanc, in se ti zasukne od njene lepote, obrazne in telesne, pa velikih jošk, načeloma. Tudi ritka zna biti omamna. Zdaj, kakšna ali velika ali majhna, to imajo različne perverzije moški razvijajo. Ampak je pri moških ključna, da omamimo žensko, to zmagovalnost, ta boljšost, je moj izraz iz magisterija prvega. Izpred 25 let sem začel uporabljati izraz moška boljšost versus ženska lepšost. Poveza to s kastracijskim kompleksom oziroma Ojdipom, ne, pa falično fazo, pa tako naprej. Moško junaštvo, herojstvo je omamno, tako sem ji pisal, hrabrost, neustrašnost, zmagovalnost. Moški omamlja žensko tudi z denarjem, s pametjo, z javno popularnostjo, ne. Imate denar, ste predsednik, pa dobite starleto. Zdaj, asociacija na Goloba pa Tino Gaber je umestna. Ne, ali pa, ne bom rekel Macrona, Hollande, ne, Sarkozy je bil, pa je imel Carlo Bruni, italijansko lepotico, ne. Če si car, dobiš, kar želiš, ker je to omamno za žensko. Si lahko grd ko smrt. Ampak babe padajo na to boljšost, kot je moj izraz, na moško junaškost, na zmagovanje. Žensko zadane moški na druge načine. Ženska pa zadane moškega z lepoto, obrazno in telesno. Pa tole seksualno ustrežljivostjo, v smislu, da različne ženske, ne, se različno dobro dol dajejo. Tudi grde babe se dobro dol dajejo, ne, lepe se pa špara. Ona te grda se daje dol, kot da je bilo zadnjič. Sorry jeziku, ne, jezik uporabljam zato, da se prime not v bučo, da v testo, kad gleda, pa se režal, ne, ker bo v tem paketu asociativno še vsa ostala vsebina prišla kot dobra, ne. Zdaj sem vam malo formule povedal, kako je fajn nastopati takole, če dobite malo etra. Za žensko je pomembno, ne, v moških očeh, kako dobro se dol daje, koliko tuli, ne, koliko se oglaša. Moški to skozi poslušal, evergreen, to ti žgeš, to se dere od užitka. Vse sem zgodbe, ki mi je povedala najstnica, da je tip tepu, zato da bi se drla, no ona se je drla, njemu je pa pasala, pa budala butasta, on ni vedel, da se mora ženska oglašati. Zaradi tega, ker to uživa, ne zato, ker jo ti tepeš, pa da jo boli. Budala je bil, te mislim, če bi ga videl, bi mu šel gobc razbit. Ena od teh mojih svetovank, ki je trenutno na psihiatričnem zdravljenju v Idriji, ker se je s travo omamljena in prišla v psihozo. Ne trave legalizirati, pa je lahko to tudi referendumska kampanja proti legalizaciji trave. Jaz vem, kaj to pomeni, če je trava prezgodno pride v najstniško glavo. On lahko zapade v psihozo. Ni rešitve. Na antipsihotike pa si invalid. Invalidsko penzijo do konca svojih dni. Ga v stravih se prehit začel s travo zadevati.
Sorry, to ji nisem pisal, ampak tako v to smeri šel moj odgovor, ko sem teli ženski pač tole odgovoril, ne, pač povedal sem, da organ, ki njej na telesu manjka, je epicenter ženske želje. Pa tudi, ko je pol zamašena, tudi če je korpulenten debel moški na njej, če ima batino ta pravo, da tuli od lušnga, ne, jih sploh ne zanima, koliko kil ima, ne, ima raje, če ima več kil, ne, kukor da tam nek šmarn pajk po njej pleza. Si mora ruza da 200 kil, da sploh ve, da je na njej, ne, to imajo problem oni. Skakalci, ko leti, če nima kil, ali pa on ko pleza, gor pa tisti stena, ne, ni nič kil. Super, sem prvi, ampak babo, če greš na babo, moš pa ruza gor pa svincno oddati, da te sploh čuti. Se pravi, obstaja razlike med spoloma, ne vem, kaj vam še naj povem, ne vem, kaj točno vam ni jasno. In nisem mogel nedogled tipka, tule si na tipku, ne, nisem kastracijski kompleks, odipa in nisem razlagal, ker sem to na 100 drugih koncih, naj si podcaste zavrti, da bo vedela, zakaj se gre, ne, okrog teh razlik med spoloma. Ne, da je adut, s katerim ženska napada moško željo, lepo telo in obraz, pri moških pa ne lepo telo, ampak organ, pa falični atributi, boljšosti, junaškost, zmagovalnost, denar, pamet, to žensko omamlja. Ko se strezni, ne, ko se strezni, ko neha biti najstnica, ko ve, zakaj se gre na tem svetu, jo začne privlačiti un moški, ki je podoben očetu, ki je hudič v repspulu, ki mala punčka bila tam, vidi, očija. Jaz pa mamica, nima malulčka, kdo pa ima oči? To je on prvi bog. Zato očeta verjamemo v Boga, ne zato cirku pere možgane, zato imamo nagnjene, smo očeta videli. In deklica, ko vidi tistega očeta, jo mamljajo moški, imajo moč, nekaj imajo v sebi, ne, koliko je lep, ali pa koliko ima telesno lepoto. Kljub temu, da je telesna mišica, vse je simbol ene mišice, une, ki je kronično premajhna pri moškemu. In tudi ženskam paše malo moška mišica, ne, ker v bistvu je pa obsedena z uno eno mišico, mednožno, sam zavestno še ne ve takoj, ne, pol pa se strezni, pa ugotovi, da si ne želi moškega, ampak klobaso, in pa se s prasci ukvarja, da klobaso dobi. Rečem na odru, sem zdaj teh predstav nimam več. Čez poletje toliko, kot jih imam, kadar je gledališka sezona, ampak bom imel še ene 400 ponovitev. Poslovilna turneja jeseni bo. Tja, kamor me pstijo, kja bom šel, ker me ne pstijo povsod. Če bi me radi imeli v svoji sredini, morate malo tam zlobirati tiste, ki imate dvorane, ali pa gostinske lokale, pa pridem, če je pokrit, ker če v dež, pol pa odpade in moramo pa not jet. Bežno sem tole povedal. Koliko je zasluta tale ženska, da sem tako prijazno se odgovoril, in dam ne prstu na men izčaši ramu, ne, iz rame ven mi roko celo odtrga in začel z novimi vprašanji, pa Maja, hvala vam za odgovor, sedaj razumem, povejte mi še, ne, ta znameniti še, saj sem ti že povedal. Ja, še, ne, kaj pa, ko mož prevara žensko in ga potem tudi ženska prevara, mož ne razume tega, če je on prvi varal, ne, mož je prvi prevaral žensko, pa tudi ženska lahko prevara moškega, moški to ne pusti, on pa ko vara je pa okej. V to smeri šla njeno pisemce, tele, mož ne razume tega, da je on prvi varal, da pa ženska vara to se ji pa odprosti ali pa vse, ne, vse on te prvi ali pa večkrat, ona pa samo enkrat. Moškemu se pa meša, testosteronski, znorov, pretepo babo, ko videl, da ga vara, ne. In sem, hvala vam za odgovor, ne, pa še enkrat pišem, ne, še dodatek ne piše, dodatek k prejšnjemu vprašanju, par ur, po prvem vprašanju še novo vprašanje. Moškim se lahko zgodi prevara, ženskam se pa ne sme zgoditi prevara, ne sme varati, ne, oziroma, če je prevarana, ne sme, na primer, vrniti prevaro. Hočem drugega, pa sem pa še par stavkov napisal, ko sem pa, takole sem začel, ne, to gledanje, koliko ženska žih, koliko moški žih, pa koliko ne sme, en pa drug. Ko sem že to je subjektivno gledanje, ne, v to smer, ko ona razmišlja. Zelo je egoistično, torej sebično gledanje,
Zdaj tudi človek v odraslosti, ne samo otrok, je sebičen, ne, otrok bi ukradel igračko drugemu otroku, svoje igračke pa ne bi posodil drugemu otroku. To je otroče, infantilno, ampak taki so tudi ljudje. Če ima moralno razsodnost, pa se ima pod kontrolo, ker ima nadjaz, mnogi moški so pa, bi rekel, malo bolj nemoralni. Ne, in potem on bi varal, žena pa če vara, je pa konec sveta. Eh, Moški načeloma, tudi ženske, človek, bom rekel, dela predvsem tisto, kar mu je fajn, ne, kar mu je luštno. Ne, in luštno je varati, ne, luštno se je seksati tudi z drugimi, ker večji užitek doživiš kot suzuno naveličeno žensko, k niti ne tuli, če jo ti žgeš, ali pa moškim, ki se potem potrudi sam za sebe, da mu pride, če dobi pa ljubimca, se pa 2 ure z njo ukvarja, da ji lahko 5-krat pride, ne. In pa je bolj lušen varat, kot eni nizga deca, tam 2 minute potrpeti, da mu pride. Seks je traja, kako že, na odru boste to zvedeli, ne. Pa rečem, tega je treba ubiti, če se žene loteva na tak način, kot tisti moški, ki se babe naveličan, sam da se sprazne, se za ženo nič ne potrudi. Njemu pride, takoj, žen pa nič. Ubiti hudiča, rečem na odru. Poučno je, pejte to gledati. Skratka, če je luštno, pol pa moški tudi varajo. Ni mu pa pol luštno, če ga pa žena prevara in pol on dobi še črva v glavo, koliko je imel pa tistega otepača dolgega tam, ne? 5 centimetrov večjega, kakor jaz. Baba je tudi lahko zverina, ker je bil 10-krat bolj lušen z ljubimcem ali pa naključnim moškim, kakor z njim. In pol se mu zmeša totalno. In je pol čist paf. Ja, on je pa tam 5-krat varal, ali pa z 10 ljubicami se je v 20 letih dol dajal. Ona se pa enkrat spozabi, ker ima noč svojo moč, alkohol pa tudi, ne, je prevarana, ker baba pjana rit prodana, pa veseli december, ne, se zgodi, pa je pa bula ni znala skrit. Ne se toliko skri, da je dec na vzvedu. Če se ti že zgodi, pa lagati je treba. Ne biti iskren, pa vse to povedati. Ker pa je konec zakona, črvi not obuč svojo naredijo. Mislim, nisem se to pisal, ampak varanje je, ima načelo, fuk brez muke utopija, fukat je lušen, muka pa pol pride. Ho. Ja, govorim tako, da se to zapomnim. Sej nisem tako pisal, ne. Se pravi, ta egoizem, ta sebičnost je temeljni atribut moškega, tudi ženske. Pa so tam božje zapovedi. Če nimaš moralne razsodnosti, moraš božje zapovedi brati. Biblijo se nauči na pamet, če nisi imel fotra, da bi ti povedal, kaj ja, pa kaj ne. In je logično, ne, da te jezi, če mu ona ženska, ki jo imaš sicer rad, ne, ampak seks je pa s kako priležnico, libidinalno terapevtko za dušo in telo, bolj adrenalinski. Pa se pa baba dol da, pa se ti pa zasukne v glav. To je vse logično, ker je človeška psiha taka. Ne, ti bi varal, ona pa ne sme. Mislim, ne. To je v naravi vsakega človeka, sem mi povedal, ne. Moralno pokvarjeni moški ne znajo biti na nek način povratno pravični, ne, pravični pod narekovaji. In fer oziroma pošteno, ne, bi bilo reči, če sem jaz varal, ne, in zdaj me ona vara, je pač posledično sprejemljivo, pod narekovajih sprejemljivo. Oziroma upravičeno, da se ne jezim, če me žena vara. Ne, ti se pa jeziš, ja pa ne pokazati. Se si ti 5-krat varal, ona pa samo enkrat. Pa še ta se je sam malo poljubčkala. Ali pa mu ga je sam, ne, ti si pa žgal, pa ti, ne, človeška psiha ni tako narejena, da bi se sprijazna, ne, na pravičen način. Ampak lahko si pravičen, ker logično sklepaš, če me je ona, če sem jo jaz, pa logično, da ne morem hoditi v rep pulj, pa z glavo se v zid zabijati, pa jo prebutati, če me pa enkrat vara, jaz sem jo pa 5-krat ali pa 10-krat prej, ne. Skratka, v to smer se da pisati, ampak nisem in tako dalje in tako dalje. Ne vem, kaj naj vam še povem. Sej bi lahko še več povedal, ne, ker teorija varanja je znana. Nagnjeni ljudje smo k varanju zato, promiskuitetnosti, ker smo kot otroci, recimo deček, imeli veliko ženskih likov, smo bili deležni, smo jih imeli radi, ne. Zdaj moški, ki ni imel mame rad, ali pa da ni imel mame,
Jan Krojcer, mu mama zelo hitro umrla in pa so se ga tiste babe podajale in zdaj svojo. Tjašo, Cvetkovič z Litije, zdaj se Krojcer piše, je kar podaja drugim, mu pa druge žge. To je patologija. Se naselila v tega tipa, ker ni imel mame, ker mu je umrla. In pa je imel 10 unih varušk, pa mam, pa babic, pa tet, so si ga podajali. In pa je 10 bab okoli njega skakal, zdaj bi jih pa kar 10 imel. Je ženo imaš, eno imaš tam. Pa dojenčka mata. To sem jaz povedal v posebnem videu, v podcastu. Pejte tam, pa najte podcast. A mi pa vprašajte me, kje je ta podcast, ki sem govoril o varanju. Ljubosumju. Ljubosumje mora biti. Ne. In ljubosumje je zdravo čustvo. Se pravi, načelo ugodja je tisto, ki nas premami, da se gremo mi tam nekaj tudi s sosedo. Ker smo imeli sosedo deklico radi, ob mami. Ne, pa stara mama je bila tudi tam, ne. Pa moj nekateri, jaz bi staro babo porival. Staro mamo smo imeli rajko, ker imamo. Ja, mama je skozi delala. Ja, pa ima pa mamo, simbol je žena, pa ima ali pa 20 let starejša, ali pa 10, žena. Ker je imel staro mamo raje kot mamico. In pa se zgodijo te ljubice, te rajca, ne vem, imaš ženo, pa stare babe devaš noter v fantazijo, 20 let starejše. Ok, ne glih mrliče. Ampak ne vem, 60 let staro, sam pa star 30 let. To si staro mamo imel raje kot mamico. In to ti ven toče. Če si imel pa tam 5 varušk, boš pa 5 ljubic imel. Eden je imel 3 sestre. Imel pa 3 ljubice ob uni, s katero je imel zvezo. Še 3. 3 sestre je imel, ne. Jaz to opazim, ker vem tudi, ko moram vprašati. Ne. In adrenalinski seks se z leti skrha. Doma je bil prvih 5-10 let, maksimalno ali pa 7, pravijo raziskave. Potem je pa seks monoton in smo skupaj zaradi otrok in ne varamo, ker bo ti na eni in isti bab, ker imaš rad. Ne se loč za tega dobrega seksa, ker tudi traja 3 mesece, pa je pa tudi un seks monoton, pa ti še kita ne ostane. Z žensko, ki se sicer dobro dol daje, ampak jo nimaš rad, koliko imaš rad svojo ženo. To so zakonitosti, ampak današnji tale video ni namenjen temu, ne. Da bi na tak način se razgovoril, ker sem se že na drugih mestih, ne. Se pravi, ne se ločevati zaradi varanja, ne. Zamera ob varanju bo zbledela. Je pa nekaj res, ne, to moram poudariti, ne. Žensko varanje ima vendarle malce drugačno konotacijo. Moški lahko svoj koren rine, matematično rečeno, v neznanko, tudi ne veš, ko je zena, jo vidiš, je lepa, velike joške, se ti zdi, da se dobro žge, se daš dol in se ti zasukne. Pa jo vidiš enkrat, zadnjič pa nikoli več. Greš lahko tudi z neznankami. Načeloma, moški to lahko, ženska pa ne more to enostavno to narediti. Razen, že imela specifično družino, primarno družino, pa nek odnos z očetom porušen. Če je pa konstantno, torej tradicionalna družina, potem pa dober odnos deklice s svojim očetom, moški liki so pa bili in jih je imela rada in seveda jo rajcajo tudi drugi moški. Kaki alfa samci, kak direktor tam, predsednik, pameten dec, veliko denarja, en, ko zna dobro blefirati, kak rokerska zvezda, kak politik s funkcijo, ne, se kar spoza, pa tam ben ne vid, pa takoj rata ona paradigma, si goli pa košta voli. Ampak ženska načeloma mora biti čustveno malo bolj odprta do enega tipa, ki jo fehta. Da ji govori, laže ko pes. Mislim, če se pes ne laže, ne. Se pravi, laže in nalaga, samo da bi jo ruknil. In ona klecne. Ampak ji mora priti pod kožo čustveno. In ženska se mora malo čustveno odpreti, da lahko vase sprejema. Če ni čustveno odprta, tu boli, ko jo noč turiš, ne. Ženske pravijo, če ga nimam rada, me skozi boli. Ne. Tudi mož, če ima felerje v življenjski drži, žensko pri seksu boli. Če pa felerje poprav, pa peče, če nima dec, pošlihtan vse, če ni ta prav. Ker ženska to sama se po glavu naredi, ne. Se pravi, ženska se mora malo zaljubiti v enega fuk fehtarja, da mu da. In nezavedno to vesta oba. Tudi mož ve,
Jaz sem brez čustveno porival, ti se pa mogla v tega, ki smo nastavila, malo zaljubiti. In to ga boli. In nezavedno to ve. Zato je žensko varanje v resnici teoretsko gledano bolj delikatno. Ne? Ker je več čustev tam. Moški to brez čustev to dela. Lahko. Ne rečem, da se določeni tudi čustveno ne vežejo, če ima baba pol hudica, una libidinalna terapeutka za dušo in telo je pa vsa medena, razumevajoča, vse tisto, kar baba ni, žena. Pa se ti tudi zaljubiš, se vežeš, transferno se vežeš, ker se veliko pogovarjate, vse tisto, kar se žena ne moreš, se to z ljubico. Ljubice so ohranjevalke zakonov. Moški, ki imajo ljubico, jim zakon laufa. Funkcija ljubice je, da ohranjajo zakonsko zvezo. Ste že kdaj to slišali? Ljubimci tudi. Ne, dec pretegnen ko satan. Pa dober provider, ima denar, dober očka, seksat ne znam, niti noče, ali pa z njim sploh ne morem, ker ali me vara, ali me jebe v glavo, je skozi pijan, pa rabiš libidinalnega terapeuta za dušo in telo, da te enkrat na mesec dober nažge, pa neč okoli govoriti. In pa ti zakon lahko funkcionira. Tudi ljubimci, libidinalni terapeuti za dušo in telo lahko ohranjajo slabe zakone. Sem tako, če mene vprašate, če se da, raj ne varati. Brez muke utopija. Muka pol pride. Ok, mislim, to zdaj sem vam malo več povedal. Pa spet me naprej, ne, spet mi pul roko, ne, to celega deca je požrla talek, mi spet čustveno nezrela osebnost je bila tam tema. Pozdravljeni, pa se mi je porodilo v mojih premišljevanjih še nekaj dilem. Tudi v povezavi z osebnim življenjem se sprašujem, kaj pomeni čustveno nezrel moški. Ker ste mi že na 2 vprašanji prej odgovorili, v tretje gre rado. Mislim, če ji ne bi odgovoril, bi te tretjič vprašal, bo tretji gre rado, ampak je pri meni šlo pa že prvič in drugič. Zdaj imel pa roko spula, gre pa še tretjič, pa še četrtič. Ok, spet ne, hvala vam, ne, vaše mnenje. Seveda sem dobričena bil, brezplačno odgovoril, ne, pa tam kako donacijo dobil na PayPalu, ne, tist pa ne. Kako knjigo kupila, tist pa ne. Če se da tek pocen, sem pa bolj skopuška, pa nimam denarja, bom probala, če gre, gre, če ne gre, ne gre. In prvodepu, ki je dobričina, seveda gre. Torej, ko sem je pa napisal, tako da sem odgovoril. Dikcija o čustveno nezrelem moškem ne ustreza psihoanalitičnemu diskurzu. Nezrelo je sadje in pa postane užitno, ki je zrelo, ne? Pa ga pa požreš, jabko. Ne? Nezrele. Lahko tudi banana, je trda, pa ni dobra, ona malo bolj hruške se omedijo, ali ko že. Zdaj, medene rate, ali med rata hruška, mora tam čakati na polic 14 dni, en mesec, postanejo sočne, ne, dozorijo. To je sadje, zelenjava, dozori. Mi smo tam nezrelo sadje žrli, smo tu klačni bili, pa sem se najedel, ampak ni bilo dobro, je bilo nezrelo. Človeška čustva se ne razvijajo tako kot sadje. Indikcija o čustveno nezrelem moškem, recimo, je neprimerna. Otroka lahko starši zavozijo in potem je vselej, pod narekovajih rečeno, nezrel. Celo življenje nezrel. To je sadje partija. Mi imamo drugo terminologijo. Otroka lahko starši zavozijo v primarni družini, potem je vselej nezrel. Celo življenje je nezrel. Razen, če gre na psihoterapijo. V psihoterapiji se pa potem, ne, da se pozdravi. Pozdraviti se mora, ne vem, šizofrenija, bipolarna, OKM. Predrugači se, ne, v terapevtskem procesu se predrugači in postane zrel, v narekovajih rečeno, funkcionalno odrasel, s postkonvencionalnim moralnim razsojanjem. Tega se ne more naučiti, se pa obnašaš po moralnih zakonih. Postkonvencionalno moralno razsojanje se razvija, ne vem, po 20. letu pri 20% moških. Ženske imajo pa sočutje in so zelo moralne. Ne, niso moralne, sočutne so toliko, da se obnašajo moralno. Ne.
Ne bom rekel, da so nezrele, ampak moralno razsojanje pri ženskah je drugačno, ker temelji na sočutju. Moški, moralno razsodni, imajo pa postkonvencionalno moralno razsojanje razvito, so funkcionalno odrasli, zreli, laično rečeno, in pa so špicna roba za oženiti. Pa tudi za prijateljevati. Na tak ali pa drugačen način. Se pravi, dikcija o nezrelem moškem ne vzdrži, teoretsko gledano. Če moški čustveno nezrel, pomeni, da so ga zajebali, sorry izrazu, starši v primarni družini, ko je bil še otrok. Pa sem pa rekel, da četrte pa ne šlo rado. Ampak mi je že novo vprašanje napisala, ne? Ker nimam časa tipkati in zato snemate video, da bo več jim pomagalo, ne samo njej. In sem šel pol tači, ta vprašanja so interesantna za vse, sem pa zdaj video snemam, ne. In pol, ne, mi spet napiše, takoj, ne, ko še nisem do konca odgovoril, oziroma sem rabo 2 dni, da sem to odgovoril, tem čustvenem nezrelem moškem. Tema obsesivno-kompulzivna motnja. Pozdravljeni, prosila vas bi še za mnenje o obsesivno-kompulzivni motnji, Obsessive Compulsive Disorder, OCD ali pa OKM. Kakšni so vaši uspehi pri zdravljenju OKM-ja? Mislim, zdravljenje. To bi pa že bilo zdravljenje, ne samo predrugačenje, ampak tu je pa ful nadležna motnja, ki ti izjebe dnevno razmišljanje, ker 60% časa moraš razmišljati če imaš recimo misel, ki je obsesivno-kompulzivne narave, če si moraš ti sam roko umivati, pa pregledovati, če si ugasnil, ne vem, televizor ali ga nisi, ali pa plin, ki še huj, ali pa elektriko, ali lučko sem ugasnil ali nisem. To si mota, se ti po glavu skozi. Pa daj flegmatiziri, in tiste, ki pridejo s temi kompulzijami, jaz naučim flegmatizirati. Da se zverzira, ignorirati to, da bo vedel, da se ne bo nič zgodil, če on tega 10-krat ne naredi. No, noben umrl. Za vsak slučaj raj to naredim, da ne bi babi umrla. Se rekel, kolega, ne bo umrla. Probi, da ne boš naredil, boš videl, da ne umrla. Pa 2-krat, 3-krat proba, pa res ni umrla. Mislim, jaz imam improvizacijo, ne. Zdaj, takole sem jaz odgovoril, vljudno spet, ne. Ta motnja, ne, bolezen bi lahko bila, ali pa psilezen, ker bolezen ima telo, psilezen si pa duševna bolezen, ali pa duševna motnja. Ta motnja je neraziskana, ne, tudi za Freuda, on je imel pa, ne vem, prisila ponavljanja, je govoril, ne, o OKM-ju, o prisili ponavljanja. In bil tam mestoma dober, ne, ampak ne bom rekel, da se je izgubljal, ni znal tako povedati, kot mogoče čez 100 let se bo dalo. Tudi jaz tega ne znam čist, čeprav imam teorije in bom na koncu povedal, pa nisem tega napisal. Ok, nekaj uspehov sem požel na področju OKM-ja, sem pomagal ljudem, ampak jih je bilo pa tam nekaj takih tudi, pa nisem rata, ne. Z enkratnim pogovarjanjem, kje bom z enkratnim pogovarjanjem kaj uspešen, ne. Psihoterapeuti klasično, to bo pa treba kar hoditi 2-3 leta, ne, pa bankrotiral boš vmes. Jaz pa probam z enkratnim pogovarjanjem kaj narediti, ampak tudi jaz nisem take vrste čarovnik, da bom z enkratnim pogovarjanjem kaj naredil. In imam tudi neuspehe, ne, oziroma nisem do konca uspel sterapirati, zverzirati, ne, pa sem kar povedal, včasih pomagajo tableti, pa sem proti tabletom, ampak že za šizofrenijo so potrebni tableti. Tudi za OKM, če so hudi nadležni simptomi, se s tableti da pomagati. Bipolarna motnja, če so hude, ne toliko depresije. Hude manije, ti zjebajo življenje čist, ker kredite jemlješ, seksa ubi vsak dan, nič ne spiš, pizdarje počneš, so tudi dobri stabilizatorji razpoloženja. Hipomanija ni tako zajebana, razen če ne greš v politiko, pa si te predsednica ne vem česa. Ne bom, tu nam spet dobil tele marico domov, ne. Hipomanija. Tudi včasih potrebno imeti stabilizatorje, ampak tle niso tako nujni tableti. V manijah, v hudi bipolarni motnji je pa treba imeti tablete, ker govarjanje ne seže do miselnih sistemov. Ne moreš priučiti flegmatiziranja, ker je preveč nora logika, pa ne gre za halucinacije.
Logika je sicer konsistentna, ne, zdaj bom šel pa okoli sveta, pa 200 evrov kredita v muzeju, je lušen potovati. To imajo bipolarci, take lude ideje. Zdaj bom pa zgradil hišo, pa kar začne kopati, pa hišo delati, ali pa bom prebavljal celo bajto, pa kup 100 kil jupola, pa kar začne barvati, brez koncepta. V maniji. In zato je potrebno včasih te tablete. Freud ni vsega povedal, čeprav bom povedal, kaj pa tej ženski nisem povedal. Ne. Kaj sem ji pa povedal še? Sem rekel, da jaz improviziram, da se pogovarjam, iščem pa nekaj, kar drugi ne delajo. Simbolno strukturo neke obsesivno-kompulzivne motnje. Tisto, kar dela, če ima simbolno strukturo, da je v ozadju nekaj, kar se vrača v obliki kompulzije, ampak ima simbolno strukturo, simbolno latentno sporočilo te kompulzije. Recimo, če bi bilo umivanje rok. Kaj, če je v ozadju neka krivda? Kaj, če si otrok nekaj očita, mladostnik, in pa si začne umivati roke, ne? V resnici je pa tam slišal, da se ne sme masturbirati, ne, on si ga pa 5krat na dan drka in pa si ga roke skozi umivati, ne. Ne zato, ker ima umazano od genitalij, ampak zato, ker je slišal, da se to ne sme in se simbolni mu preskok naredi na patološko umivanje, kompulzivno umivanje rok. V ozadju je en domnevni greh. Pa mafijski botri imajo kompulzije tudi lahko, ker imajo toliko umorov za sabo, ne, pa se pucajo. Ta simbolna struktura mene zanima, ko brskam po otroštvu, po nezavednem, po potlačitvah, pod hipnozami grem. Ampak ni problem kompulzija kot dejanje, problem so one misli. Ko imaš idejo, da bi sestro seksal, ali pa eden imel, da bi psico, pa mamo, je rekel, je sem ubil. Skozi mi ta misel not. Si kot čan, ko pa imaš desnico Šakič, pa levanko Rukič, ko gledaš babe. Se pravi, ni te brothers and sisters. Ne! Jaz sem rekel, koliko si pa kaj roko umivaš? Včasno si. Pa gre psihiatru pa reče, da ima ADHD. Ej, nimaš ADHD-ja. Pa sem dobil tablete za ADHD. Pa to ni to. Ti imaš obsesivno kompulzijo, ki ti je preskočila na misel. Zdaj moramo pa mi brskati po tvojem otroštvu, kaj takega, neznosnega. Si ti kot otrok delu, videl, bil soočen, da ti je preklopilo na to ludo idejo, da bo seksal svojo sestro. Imaš pa ta boj incesta, ali pa z mamo, ali pa s psičko. Ja, ne? In potem sem jaz to pomagal, se pogovarjal, sem še s sestro šel pogovarjati. S hipnozo sem iskal, prišel do detajlov, so vezani na pornografijo, ki je bil prehiter deležen. In to dedek, ki imel neke prste v mesta, skrb gledajo, tam malo dedek pokazal. Ne? In pa se to razvozlala in teh kompulzij ni bilo več na področju teh miselnih sistemov. Čeprav neurologi pravijo, da je to nevrološka motnja, ne? In se tudi lahko, da se deduje, ker sem že imel nekega športnika, imel psihično pripravo in vidim, da ima te kompulzije. Potra vprašam, jaz sem tudi imel, pa mi je pa izvenelo, pa še tablete imam. Pa še kar, foter, ne? Se pravi, možno je, da je dedno. Obstaja, zdaj bom pa bolj detaljen, to nisem pisal, obstaja pa tudi psihoanalitična razlaga. Jaz se pogovarjam tudi z nekimi psihostrokovnjaki in so me spraševali za mnenje, odkje jaz mislim, da se napaja obsesivno-kompulzivna motnja, ne, in potem rečejo, ja, saj vemo, da je otroštvo, ne, in potem reče tam oralna faza, ko že rekel, ne, odipofalična kože, ne, freudovsko gledanje, psihoanalitično je, da te kompulzije gravitirajo v analno fazo psihoseksualnega razvoja. Ampak ne gre toliko za privajanje na čistočo, na kahlico, na darovanje drekca v kahlico, ampak gre za eno paradigmo, ki je zrasla na mojem zelniku. O tem Freud ni tako govoril. Je pa namigoval, da se to napaja iz analne faze, ampak gledajte, otrok postane zelo misleč, pametno misleč ravno v analni fazi. On takrat kuje načrte, kako bo mamico kaznoval, ker je
mu dala namesto sladkan čaj, navadno vodo, in on bi navajen, babica sladkan čaj, mamica pa navadno vodo, ker se boji, da bo zobke zgubil, prehiter, ne črvive dubo. In mu da uno vodo, on je že en pije, ampak ni dobra voda, babica mi da pa čajčka sladkega. Ne. In on zameri mamici in se ne userja v kahlico, zato da ona trpi. Ona se pa res na trpalnice meče. On ugotovi, da lahko mamico kaznuje. Mamico kaznuje. In pri tem uživa. Zato imamo analna faza, poimenovana tudi sadistična faza. Faza trme. Ampak bistvo je, da takrat otrok misli bistveno bolj pametno kot v oralni fazi. Misli darovanje drekca. In ko je načrte, kako se jaz userem v kahlico, mamica me pa rada ima. Dozorniški odnos nastane v analni fazi. In potem skopuštvo, trma, redoljubnost, vse nastane v analni fazi. Ampak zdaj pa kompulzija pa nastane zato, ker ko vidi otrok, da zna napovedovati stvari, ve, da če bo on priden, če se bo pokakal v kahlico, ga bo mami ljubčkala, pa se vedno znova pokakal v kahlico. Mamica ga ima pa rada. Ne? In pride do redoljubnosti. Ampak on svojo pamet razvija tudi v vseh drugih dnevnih kontekstih. In on stuhta, da če dvakrat brčne v steno, da mamica pride. In on začne brcati v steno, mamica pride. Ne? V resnici pa mamica vsake 2 minute pride gledati, kaj on dela, ne? Da ni slučajno karkoli, da ni neho dihati. Da malo pa tuhta, če jaz brcnem v steno, mamica pride. On začne butasto razmišljati, kljub temu, da je neka logika v tem, in se zakalkulira. In če se mu zgodi markanten miselni odtis, da on misli, da če on nekaj naredi, se prikaže mamica. Če on začne jokati, mamica pride. Če se on polula, mamica se začne z njim ukvarjati. Ne? Če pa on, ne vem, začne se na glas smejati, posije sonce. Kar seveda ne drži. Ampak sonce se pa izza oblakov vedno pokaže in je svetlo. In on se zanalaš, začne režati, ker on misli, da bo sonce pržem. Lega šventa, sonce se res prikaže. On se pa popolnoma zakalkulira lahko. Ali se pa ne zakalkulira, ne? Se pravi, ko on začne, ne vem, z glavo toč, mamica pride. On pogojevanja naredi, če je to, se zgodi to, če je to, se zgodi to. In ta paradigma se mu simbolno povrne v obsesijah. Ne? Če jaz si roke umijem, sem pomirjen. Če grem trikrat okoli bajte laufat, babica ne bo umrla, če ne pa bo. Ker sem mu fundament analni, nekaj nima veze z darovanjem drekca, ampak v analni fazi, ko otrokova misel postane pametna, on začne vzorčno, paradigmatsko neka pogojevanja naseliti kot paradigmo v svoje miselne sisteme. In ta paradigma se obsesivcem vrača. Enim suvereno, enim pa sploh ne. Imajo podoben tip razmišljanja. Ali pa tudi nepodoben. Manj energije vlijejo v kontekste razumevanja sveta, ki so take vrste, da že tam vidiš malo kompulzije, ne? Ker že otroci nekaj naredijo, ker sklepajo, če mi je to naredil, se to zgodi. In to paradigmo ohranijo celo najstništvo in potem vidijo, da ne morejo tega, ne morejo živeti in potem se mu pa misel neznosna, ne? Ubila bom svoja 2 otroka. Zakaj, gospa, tudi pa ne? Pa je šla delati samomore. In psihiatri našopajo s tableti. In pa jaz znal, grem pa otroštvo gledati, pa 2 bratca imela. Sta jokala, pa jim roko gor dala in ugotovila, da jih lahko ubije, ne? Ker sta nehala dihati. Sta v nezavest padla, mogoče, ne vem točno. Ampak ta ženska potem ima kompulzijo, prej si pa umivala roke, pa preverjala stikala, pa je pa misel kompulzija preskočila na misel. Misel je pa toliko nadležna, da se je skoraj hotela ubiti, delala samomore. Pa sem pa jaz to razvozlal, ker psihiatra sem šel po tablete. Zakaj je dobila to neznosno misel? Ker ta
kompulzivni fundament. Se jo živi in potem najde točno tako kompulzivno misel, neznosno, da se lahko sekira in jo najde iz področja seksualnosti ali pa področja smrti. Bo babica umrla, ne vem, mi bo otrok umrl, če bom to pa to pa to pa to naredi, da otrok ne umre. Otrok ne bo umrl, ja, kaj če bo, imam ful občutek, da bo umrl. Ne, gospa, ne bo. Veste, zakaj imate to kompulzijo? Ker ste kot deklica to pa to doživeli. Vidite, to je dodana vrednost, nisem to pisal, ampak to je dodana vrednost, ki jo ne vejo klinični psihologi, psihoterapeuti, psihiatri. Zato sem malo več bolj obsežno vse skupaj napisal, ne, da je dejansko se gre za pri kompulzijah za analno fazo, da je otrok skušal napovedovati prihodnost, dogodke napovedovati in je mislil, ne, infantilno, debilno misli, da če on to naredi, sproži to pa to. Če jaz naredim to pa to, se to pa to zgodi. Z ono debilno pametjo v analni fazi pri 2, 3 letih je tako razmišljal. In to se mu kot paradigma vrne v odraslosti. In potem je treba psihoterapevtsko pristopiti in najti jedrne momente, zato da ta kompulzivna misel zbledi. Ok? Zdaj, ko hočem reči, jaz sem se razgovoril, za konec, dajte moje YouTube kanale preverjati, podcaste, gledajte za nazaj, ima ful veliko vrednost. Ok, se ta ideja je tudi zanimiva, tudi tam sem neko znanje dal, izvlekel, kar se je dalo iz tega intervjuja, sem bil skozi spotikan. Video, moji videi na mojem Sigmund Freud portalu so ful uporabni in jih snemam zato, ker bojo čez 10, 20, 30, 50 let imeli vrednost. Zato jih snemam, ne zato, da se ven duvo, pa da, ok, rabim pacijente, ne rabim pacijente, ampak če kdo misli, da imam neko znanje, mislim, od nečesa moram tudi živeti, ne? Tako da kakšne donacije mi lahko donirate, tole delam tudi pro bono, ampak tisti denar pisma tudi jaz moram živeti. Ne, pa ne morem sam čebulo pa kruh žaril, pa vodo pil, ampak piješ tudi, ne se hujšam, no. Skratka, če hočete še kaj od mene, glejte, se pustim nagovoriti, grem v podcaste, klepet ob kavi ne bom šel, kakim norim podcasterjem ne bom šel, bom pa snemal video. Toliko za danes, spoštovani, to je bilo to. Lep pozdrav, do naslednjič. Čau.